Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov v javnem sektorju, ki se pravkar sestaja na sedežu Sviza, pričakuje, da se bo vlada čim prej organizirala in oblikovala stališče do stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki so ji napovedali stavko. Koordinacija pričakuje poziv na pogajanja v najkrajšem času. Na njih si obeta predstavitev zakona o uravnoteženju javnih financ, ki ga je včeraj vlada potrdila in poslala v državni zbor, in nadaljevanje pogajanj z novo imenovano vladno pogajalsko skupino, saj je treba čas pred napovedano stavko kar se da dobro izkoristiti za pogajanja in morebitno dosego dogovora ter s tem preklic splošne stavke. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je danes predstavil varčevalne ukrepe za posamezna resorna področja. Skupno gre za 262 milijonov evrov oziroma 13% celotnega proračuna. Glavna cilja ukrepov sta zagotoviti kakovostno izobraževanje in ne ogroziti materialnega položaja najšibkejših. Glede nesklepanja avtorskih pogodb v javnih zavodih, tudi na RTV Slovenija, pa je minister poudaril, da še vedno velja sklep vlade, ter da je včeraj vlada sprejela zakon, ki avtorske pogodbe načeloma ohranja, jih pa bo treba načrtovati in zanje imeti dovoljenje ustreznega organa. Upajo, da bo zakon v državnem zboru potrjen v mesecu dni. Koalicijske stranke so enotno podprle protikrizne ukrepe vlade in reze v javno porabo. Poudarili so, da če se bomo še zadolževali, bomo posegli v pravice prihodnjih rodov. Kot je dejala predstavnica SDS-a in podpredsednica državnega zbora Romana Tomc, kazalci za Slovenijo kažejo slabo tako glede gospodarske rasti kot zaposlovanja. Samo za obresti na dolg Slovenija nameni toliko, da bi lahko vsem upokojencem izplačala 2 dodatni pokojnini na leto ali pa vsem dijakom in študentom 2 leti izplačala vse štipendije, je zatrdila. Možnosti so 3, ali bi povečali prihodke, zmanjšali dohodke ali pa se zadolževali. Nadzorni svet Term Maribor je v četrtek potrdil predlog uprave in za prokurista družbe imenoval Boruta Rojsa. Nadzorniki so ob tem obravnavali letni poročili družbe in skupine za lani ter predlog sklica skupščine. Nato pa so predstavniki kapitala v nadzornem svetu podali odstopne izjave in tako predčasno zaključili svoj mandat. Odstop nadzornikov je bil po nedavni prodaji večinskega deleža Term s strani NFD Holdinga in Save pričakovan, saj bo novi lastnik, družba Platanus, za katero stoji ruski kapital, v kratkem sklical skupščino in v nadzorni svet postavil svoje predstavnike. Novi lastniki so že pretekli teden objavili tudi namero za prevzem še preostalih delnic Term. Vsi 3 rektorji slovenskih univerz pozivajo vlado naj ponovno pretehta posledice svojih odločitev glede načrtovanega varčevanja o visokem šolstvu in znanosti. Po njihovem bo zmanjšanje obsega financiranja o visokem šolstvu, kjer pravkar poteka izvajanje bolonjske reforme, prineslo negativne posledice šele čez 10 let ali več, ko bo že izgubljena primerljivost slovenskih univerz in s tem tudi njihovih diplomantov v evropskem in globalnem prostoru. Tako pravijo, tvegamo, da bomo postali povsem odvisni od tujega znanja in bomo le še narod nizkoproračunskih potrošnikov. Trdijo tudi, da ne poznajo nobenega primera, da bi država načrtovala razvojni cikel z zmanjšanjem vlaganj v ta sektor. Oblačno bo, v notranjosti bo občasno še rahlo deževalo, do večera pa ponehalo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, ob morju do 18. V nedeljo in ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Le mesec dni po akciji Očistimo Slovenijo v naravi znova kupi smeti. Do julija nov vrtec v Oplotnici, v občini še čakajo na evropski denar. 40 let od prve vstavitve srčnega spodbujevalnika. Bodite z nami ob 18.